Uroš, pa jevo, te kurec. Fuck. Dragi moji, en lep pozdrav. Čakaj, da tole jaz se malo bolj organiziram. A ti to resno? Resno? Če imam puder gor, kot vedno. Urke, tebe bo res dolg čas v life, majkim. Skratka, dragi moji, to bo trajalo danes koliko časa? Po moje 20 minut, ker potem moram tudi jaz iti. Tako da ja, na hitro, da povemo, kaj in kako in potem se lepo poslovim. Lepo se imejte, uživajte in čau bav. Skratka, preden pa začnem, klasično sem si naredil kavico. Ob te priložnosti bom influencerka. Ostalo mi je še po moje 10-15 šalčk, tako da na www.gregorčeglaj.com, če kdo hoče kupiti to šalčko za spomin, ki pa več v life ne boste videli, si lahko tam pač jo naroči in to je pa to. Čakaj, da tukaj malo še preverimo, kaj dogaja. A lahko pozdraviš Žana Logarja? Lahko ga pozdravim. Žan, živja. Zakaj je bil fajt odpovedan? Naš piškotek. Zakaj je bil fajt odpovedan, po moje, veste, ne veste. Jaz ne bom komentiral, zato ker mi pač brez veze. Lahko rečem, da se, ne bom rekel, da se nekdo strašil, ampak pač smo predvidevali, da se to lahko zgodi in se je zgodil in jebi ga. Vsaka stvar, ki se zgodi v lifeu, se zgodi z razlogom in tudi to, da danes, ko bom jaz naredil sa Instagramu, se bo zgodil z razlogom. Prvo, da povem takoj razlog, ker bom tudi pustil mogoče par ur ta video, pisa se mi roka trese, video posnetek na moji, čak samo takole. Ta video posnetek bom pustil par ur, pisa ne moram, bom pustil par ur gor, da bo pač folk videl in to je to. Drugač pa, dajmo eno igrco se igrati. Kakšen je plus Instagrama, prosim napište v komentar, da vidim, zakaj bi sploh človek bil na Instagramu. Prosim, samo dajte mi sekundo, napište tukaj noter, preberem par komentarjev in potem jaz povem, zakaj jaz več ne bom bil na Instagramu. Povedal bom pa pač, zakaj, samo zato, da ne bo kdo pisal kakšen žurnal in te debilčki iz novic. Gregorčeglaj se boji, ne vem koga, se ustrašil, kaj se in kaj. Marsikdo mi je napisal, če sem v redu, se boji, da sem padel v depresijo, mislim, depresija ni hec, se boji, da sem padel v depresijo, da sem slabo, kaj se in kaj, daleč od tega. Razlog je glih zato, ker se najboljš v življenju počutim prav zdaj in sem pač dojel, jebem ti hvala tega, veliko novega zveš, da se lahko nahajpaš. Povezanost, ego, tip, niga. Točno to, niga, za moje pojme niga. Milijon stvari vam zapovedati, ampak bom probal čim na krajši način povedati. Da se nahajpaš. Zdaj, če se folk nahajpa na ta način, da nekdo zapravlja denar za avte, marsikdo v klubih za pijačo, za kaj se in kaj, in da si zaradi tega bolj počutiš, super, verjamem pa, da se marsikdo slabše zaradi tega počuti, tako da se ne strinjam s tabo. Dolg čas, da gledaš drolje večinoma. Večinoma je pač zaradi pozornosti, to je ena kratena. Nekak, Irnes, RTM, tebe, tudi jaz. Skratka, pač folk je gor, vsi smo bili gor, vsi smo gor, karkoli že zaradi pozornosti. Večina folka pač hoče pozornost. Marsikdo, ki ni zadovoljen sam s sabo, pač iščete neke lajke, neko potrditev, neke komentarje in je pač to največji razlog, zakaj sploh prihaja do teh influencerskih banan, zakaj je to golote in vsega tega gor. Moj razlog je pa eden in edini, pa jebote, kva se mi to kroke trese, stari močer, saj jaz pa ura šrame delala pa prsa, tako da mogoče zaradi tega. Treme nimam, tako da ne moram reči, da vam tremo. Čakaj, kam naj to zdaj postavim, pizda. Čak bom tako z obema držal. To je neverjetno. No, skratka, moj edini razlog za moj odhod iz Instagrama je pa to, da je škoda mojega časa. Velikrat sem se z Urošem pogovarjal, pač midva greva v fucking LA in zabijeva
ne vem koliko ur za to, da bova posnela v nek jeben vlog. Greva kamorkoli po tem svetu, hočeva narediti story, kaj jaz in kaj, da pač prikaževa, kje sva, zakaj? Mi je te potrditve, ne rabva. Kamorkoli sva šla, sva pač porabila za brez veze cajt, pa sploh nisva hotela kazati nekega luksuza, sploh ne. Vsakič, ko sem na fitnessu ali pa kjerkoli ima 5 sekund cajta, vsi jebeno prijemo ta kurč v telefonu v roko in jaz sem pač rekel, dosti je. Ne vem, na dan sem porabil 2-3 ure, vsaj, če sem iskren, za Instagram, gledal TikToke, gledal tukaj, Reelse, za fucking brez veze. Zato, da sem zgubil 3 ure na dan, ki bi lahko bile veliko bolj unovčene, mala preveč dela, preveč podjetij, preveč stvari, preveč denarja lahko zasluživa in potem jaz 3 ure na dan jebeno zgubim zaradi Instagrama. Nisem ne toliko močen, ampak ne moram pa reči, zdaj bom pa kar samo 3 minute na Instagramu in to je to. Pač to vem, da nisem tak. Plus tega bi me folk razumel, če bi vedel, da dobim vsak dan tok in tok x število sporočil. In ker sem jaz pač tak človek, da hočem biti fair, hočem biti neka pička kao, ful sem jak, kaj sem kaj, ne bom ti odpisal, cancel sine, kaj sem kaj, ne. Vsak od vas, ki mi je danes napisal, če je napisal nekaj normalnega, sem probal pač odpisati in pač pokomentirati, se zahvaliti, kaj sem kaj. Prvo kot prvo vsi veste, da ki je do mene dober, sem jaz za njega še boljši. Ki je pa do mene šupak, sem pa jaz za njega še večji šupak. Čeprav se mi ne da, ampak včasih ne morem iz svoje kože jebiga, sem pač tak, kakršen sem. Tako da izključno samo zaradi tega, ker se mi zdi pametno ta cajt posvetiti za marsikaj drugega. Na tem Instagramu bednemu ne vidimo, vidimo včasih kaj dobrega, drugače pa ne vidimo nič pametnega, razen kako se folk slikar in pač daje nek fake lifestyle gor. Jaz bom tako povedal, iskreno vam povem, jaz pa Uroš imamo na mesec, mislim, eden izmed razlogov je tudi to, jaz pa Uroš imamo na mesec budget za zapraviti, za luxury, pač preveč. Mava preveč. Se pravi, vsak mesec imamo samo, boli me, ko razem pač povedal, imamo $15,000 na mesec za zapraviti, za karkoli, se pravi, za luxury. To je od potovanj, od oblek, kaj sem, kaj. In zdaj, da bi mi dva dajala take stvari gor, se meni zdi pač čist banana, zato, ker vem, da v Sloveniji z 1000 evrov plače si ne moreš na marsikaj prvoščati. In že ta kontekst, da jaz vam kažem, kaj mi je tukaj mava ali pa kaj mi je počnejo, se mi zdi, da je model pober se, daješ neko lažno upanje in plus tega, pa pridemo do tega, zato, ker 6 fantov si lahko to prvošč, ženske mislijo, da si lahko to vsak prvošči in pa ste ženske take, kakor ste. No hate, ampak pač samo povem, kako je res. Tako da, milijon stvari stoji za tem, da bom jaz pač to danes naredil, ampak največji razlog je pa to, ker se mi zdi, da ta cajt, pa tudi vam roko na srce polagam, ta cajt, ki ga zapravite na Instagramu, ga zapravite za kaj bolj pomembnega. Plus tega, če zaslužite na Instagramu 2, 3, 5 urjev ali več, super. Bodite naprej še gor, delite ta content, ki ga delate, ampak najbolj žalostno se mi zdi to, da moraš za teh 2, 3, 5, pa mogoče eni še toliko ne služijo, biti banana. Moraš biti pač fake, danes vete, da če hočeš biti vsakmu dober, oziroma imeti neko publiko, ki te ima rada, pač moraš biti fake. Ne smeš povedati, kaj misliš, ne smeš povedati realnost, če smeš povedati, pač mora biti fake jebika. Tako da, tiste, ki slušate nek denar gor, nekako štekam, po drugi strani, ok, ne bom povedal svega menja, pač štekam, tisti, ki pa pač ste gor samo zaradi, kaj je zaštekalo? Tisti, ki ste pa gor samo zaradi tega, da spremate, kaj se dogaja po Sloveniji, pa to, ok, ampak ne vem, jaz imam v življenju večje cilje in se mi zdi pač bolj primerno, da grem dejansko v live brez Instagrama. Plus tega sem pa zadnje čase res ne hater Instagrama, ampak se mi zdi, da za koliko časa greš, za vedno Tamara, sorry. Plus tega se mi zdi, da si me zdaj izmotila, plus tega se mi zdi, da
sem pač hater Instagrama in se mi zdi, da brez njega vse veze tega sveta bi lahko funkcionirale veliko boljše. Seveda imaš izjeme, ki super funkcionirajo. Mogoče reče, da super funkcionira, kaj je se in kaj. Skratka, jaz bom zdaj nekako si naštimil life v to smer, kakor se mi zdi, da je prav. Tudi od svoje punce bom pričakoval Instagram X, da ga sploh ne bo. Oziroma, če bo imela skupen Instagram, ga bo imela za 6 ljudi, ki jih ima rada in to je to. Ne za širšo javno publiko, za širšo javnost, pač daleč od tega. Zakaj? Ne zato, da ne bi nekomu da ne bi zaupal, ne bi ona meni zaupala, ampak imam jaz toliko izkušenj s tem Instagramom, toliko izkušenj, da, dragi moji, mene težko zajebete s tem, da je Instagram dober za vezo. Upam, da nas boš pogrešal. Seveda vas bom pogrešal. Še posebej tistih par iskrenih, ki je delili z mano zadnjih 2 leti. Marsikdaj sem dobil res lepe komentarje in marsikdaj sem se pogovoril z marsikom. Tako, no, pač to je bilo fora mene, da sem bil do vseh, ki so napisali, sem bil pač odprt, nikoli nisem neki cancel, samo sinu, kao jebite se, jaz sem jak, vi ste nula, daleč tega, to je sovražam, tudi pri teh drugih influencerjih, jaz to sovražam. Pač. Ampak vem, po drugi strani, se morate pa zavedati, če ti piše na dan 100 ljudi, ne moreš odpisati vsem, ne moreš biti odprt za vse. Najhujše, majke mi, kaj se mi najhuje v lifeu zgodil, je to, da mi napišeš, ali pa mi napišeš neki, ne vem, bravo, jaz polajkam, in ti pa napišeš nazaj, kako si. Štekam, po drugi strani pa pač morate tudi vi štekati, da jebi ga, če imaš preveč komentarjev, ne moreš zdaj kar furati nek pogovor, nažalost, ampak nima veze. Zdaj še malo tole preberemo. Mala Bona, nazaj. Pogrešal te bomo. Hvala lepa. Verjamem, da marsikomu ne pašam tako, jebi ga. Verjamem, da marsikomu sem okej. Tisti, ki me poznajo tako osebno, tisti, ki so me spoznali kot ta pravega Gregota, veste, kakšen sem, zato grem lahko v svet tudi brez Instagrama srečen. Se pravi, marsikdo je brez Instagrama nula. Grdo rečeno, ampak je pač nula, ker ne dobiva pol od zunaj nobene pozornosti, oziroma ga pač nobene jebe 5%, samo na Instagramu so neko punco, nekega fanta zaradi mišic, pač jebal, ne bom rekel jebal, ampak so ga pač sledili. In zato marsikdo od vas mi je napisal, fuck, zakaj zdaj greš stran? Zato, ker sem lahko tudi brez Instagrama srečen, oziroma še veliko bolj srečen. V zadnjih 2 letih, pa že prej, sem imel ogroman pozornosti in jaz ne rabim pozornosti, jaz ne rabim neko potrditev, da sem lahko srečen. Plus tega sem spoznal ta banana life v Sloveniji in pa dobro, tudi v Ameriki ni prav veliko drugače in se ne grem več tega, pa ne da zdaj bežim, kaj sem kaj, ampak res bi se rad fokusiral samo na te stvari, ki so si zdaj zrušno zastavila in bil nek vzor mogoče oziroma kako ne to rečem, dokazal, da pač sem lahko jaz prvi, ki boš vdal z Instagrama in si naredil življenje tako, kot si ga hoče. Verjamem, da marsikakšno novico vidiš na Instagramu, pa kaj je se in kaj. Ampak, dragi moji, grem na 24 ur na CNN, pogledam novice v 10 minutah, zvem vse in to je to. Za tiste neke fake novice, za tisto, kdo je koga prevaral, kdo je koga kdo je koga ne vem kaj, kje je bila una, to je meni vseeno. Zakaj si odpovedal fajt? Nisem odpovedal fajta. Zakaj je bil? Pa dobro, mislim, veš kaj, fora, da nočem govoriti o fajtu, zato ker iskreno jaz sem imel zraven mal, nisem sploh se hotel petljati, uro še veliko je delal na tem in vsi ostali, ampak pač odpovedan je bil zato, ker sta dva se ustrašila, tako rekoč, zato. Kjer je 2, po moja ista, itak veste, 2 največje pičke in to je to, drugače vam ne moram povedati. Zdaj tukaj ja tudi nisem prebral teh sporočil prav veliko, tako da kakšna debilčina je tukaj gor tudi, ki gleda in verjamem, da je kakšno glupo stvar napisal.
v zadnjih 2 letih ali pa še več, ne vem, 3, 4, sem dobil marsikakšen grd komentar, marsikakšen lep komentar. Tako da taki komentarji mene sploh ne ganejo in ne bežim od teh komentarjev, kaj sem kaj, da ne bo kdo rekel, zdaj veš pa dol zato, ker je folk ti pisal, ki je grdega, pač boli me kurac. Po moje itak kuni, vsi, ki me poznate, veste, da me boli kurac. Tudi veste, da ne vem, marsikdo se boji govoriti v Top G-u oziroma v Andrew Tateu oziroma Tristanu, pač za mene sta 10, ne strinjam se z njima v 20%, to nekih več žensk med, kaj sem kaj, pač to ne, ampak cel koncept nekega moškega ima ta ponadva v glavi super razdelan, tako da pač take stvari meni ni bad govoriti in marsikdo ne bo hotel povedati to, tukaj le rečemo uživo, zato ker se boji, kako jo bojo napadli, kaj sem kaj in tazga sveta pa jaz ne maram, da je pač folk fake in da, ja ne, veš kaj, ni mi všeč sam za to, da ga ne bo pljuval. Ma ko vas jebe, stari moj. Plus tega zanj sem tudi objavil 6 stvari za punce. Hotel sem povedati vseh 6, 2 sem začel in glih tudi to je en razlog, da se pač meni več ne da sploh vzeti časa, ne da se mi pripraviti, ne da se mi sploh govoriti po Instagramu, ne da se mi več, manjke mi, z Urošom ima posnetih 5 vlogov, ne da se mi jih objaviti, ne da se mi jih editati, ne da se mi, nič se mi ne da. Skratka, ta Instagram oziroma socialna mreža so me čist minila, vidim nek potencial v drugih stvarih in to je pač moj razlog. Zdaj, če si v Sloveniji, vas bom po eni strani razumel, zato ker v Sloveniji pač kaj lahko zaslužiš Jurija pa pol in to je to, lahko furaš še Instagram zraven in lahko ne vem, kva vse počneš. V Ameriki je pa drugače, kleješ trg velik in tukaj gre hiter iz 30-40 jurjev na mesec, na 50 jurjev na mesec. A veš, to je za nekoga, rečemo, nepredstavljivo, ampak kaj si enkrat tukaj vidiš, da prav denar se dela tukaj in če hočeš to prav denar delati, moraš spremeniti lifestyle. Plus tega pa najbolj bom vesel, presežem, najbolj bom vesel, ko bom spremenil to neko mentaliteto do ženske, rečemo, kako sploh spoznati ženske. Vsi vi, mi, kao nekim polajkamo, napišemo, ko smo mi jaki, v resnici ne bi prišel v lifeu do ženske. Tudi jaz nikoli nisem v lifeu prišel do ženske in zdaj bo Gregi vse to spremenil brez Instagrama. In ko mi čakam, ko bo rekla, what's your Instagram? Ljubica, nimam Instagrama. A veš, take stvari, unak pametna, bo rekla, fuck stari, moj tip nima Instagrama, ti pač hoče mogoče malo drugače live zapeljati. Ne bom zdaj razlagal vse o tem, ampak pač tisti, ki ste malo bolj inteligentni, boste to pač vedeli, če jaz pa govorim. Dajmo še kakšno tukaj vprašanje prebrati. Ja, v Slovenijo me ne bo, ne vem koliko časa, iskreno. Zato sem rekel, dajte slediti Uroša, pri Urošu se mogoče javim enkrat na mesec, enkrat na 2 meseca, da boste videli, da sem živ. Itak bom tudi z Urošom tako naredil, da pač on ne bo uporabil neki full Instagram, on ga itak ne uporablja. Ampak če bom kdaj, bom se tam prekazal. Hotel sem še nekaj povedati. Uroš pa, za vse tiste, če ima kdo kakšno stvar za napisati, imate itak moj e-mail ceglajg@gmail.com, tako da pač tam lahko kaj napišete, če bi me nujno rabili. Je pa pač tako res, da ne, če se bom javil, se bom, če ne bom, se ne bom. Tisto sem tudi za depresijo sem tudi bil presenečen, ker sem dobil 300 mailov. Tako da, če je res nekaj nujenega, pač napišite, če vam lahko pomagam, bom pomagal. Tako, kot sem rečemo zdaj, hotel pomagati, bom pomagal Kristini. Kristina družina me je kontaktirala, da ji pač Blaž teži, kaj se vse dogaja, ne bom tukaj razglabljal. In zato, ker se pač on boji, da bo ona povedala, da je on prevaril, oziroma je zdaj že povedala, kakorkoli, je on začel groziti, da je bo pač tožil, kaj se in kaj. Če imate kakšne take stvari, če vam bom lahko pomagal na kakšen način, bom pomagal. To je pa to. Ma ni, pa kdo, koji kurac gledate snemalca Davida, model Majketi, da ti visi vsak drug dan na TikToku, na liveu. Ni on toliko neumen, kolikor zgleda, ampak pač, dragi moji, veste, koliko so te ljudje vredni v Sloveniji. Pač, to so...
snemalc David je kriv, pa model, pa mi se pogovarjamo v bananah, stari moj. To sploh, ne, to ne bom rekel, to bo grdo. Skratka, ja, nima veze. Kaj je, jaz, da je drugače spokurca, ne vem, kaj se dogaja, te neke varala, ni varala, kdo je s kom friend. Videl, pač folk mi pošilja, videl sem par teh TikTokov, da sta da bila skupaj, ne vem, kaj se je dogajalo, pač vseeno mi je, res mi je vseeno. To je pač neka taka stvar, kaj jaz v življenju ne rabam vedeti, moram se fokusirati na neke realne stvari, neke, Uroš bi rekel, profitabilne, kako še on reče, profitabilne, ne profitabilne, nija veze. Mora se osredotočiti na take stvari, ki so pomembne v življenju. Tako da, ja, skratka, to je to. Hotel sem še enkrat povedati, še nekaj sem odpovedati. Hotel sem povedati, da moj Instagram profil bom obdržal, oziroma deaktiviral ga bom samo zato, če bom rabil kakšen kontakt. Moj profil se ne prodaja, moj profil ne gre nobenemu v last. Če bi ga komu dal, bi ga dal samo Urošu in pa nobenemu več na tem svetu. Tako da prosim, če bo kakšen fake profil, jaz sem nazaj, kaj. Dokler jaz ne posnamam storija, takole nisem nazaj, verjemte mi, ne bom nazaj. Tako da ne nasedati kakšnim debilom. Verjamem, da bo marsikdo hotel narediti kakšen profil, kakor so že delali, pa glumiti glivo. Pa glej, no, pa morate me to šalčko. Tako da 10-15 šalčke še na voljo, če bodo hotel. Drugače pa tudi moj džin, ene par flaš džina imam tu, če bo kdo hotel, če nočete, pa tudi prav. Z Lauro sva cool. Ne vem, zakaj ne bi bila cool z Lauro. Ampak je pač pač ona je itak 100,000 kilometrov stran, jaz sem tukaj, pač smo na tej vezi, kako si super in to je to. A je možno, da prideš nazaj? Na Instagram ne pridem. Na Instagram pridem, po moje, je 1% možnosti v življenju, drugače pa mogoče, če bom imel punco, ki se bo s tem strinjala, pridem nazaj in pa bo imela družinske prijatelje gor in pa vsak tistih par, ki jih imava. Tako da od danes naprej pač lahko pozabite na mene, pač ne boste vedeli, kje sem, kaj počnem, nič. In to je nekaj tazga excited, zato ker marsikdo od vas tudi zdaj, ki gledate, pa tudi lahko to povem za naprej, želi pozornost in enkrat, ko dobi to pozornost, ugotovi, da mogoče pa ni dobro toliko imeti pozornosti. In marsikdo od vas bo hotel iti na kmetijo, Masterchefa, Sanski moški tak ne bo več obstaja vdaja. In vam povem, iskreno vam povem, več pozornosti imaš, slabše. Tudi vsa ta neka slovenska elita. Oni pač ne uživajo v tem, verjemte mi. Samo pač vejo, da morajo igrati del te igre, da so influencerji, da so kao znani, vas prenašati, da lahko sploh preživijo. Tako da verjemte mi, v življenju je bolj imeti mer in pa biti srečen s tem. Marsikdo, jaz majken prav vem, jaz sem bil isti kurac. Pa da bo videla Slovenija, kdo sem, kaj sem, kaj bom šla v to oddajo, bom šel v to oddajo, bom slike, kaj sem, kaj. To je en puši kurac. To je, verjemte mi, enkrat, ko priješ do tega, ti je pač žal. Ampak lej, ne bom sploh, ker res bi lahko toliko preveč povedal stvari. Je pa fura pač to, da jaz imam milijardo izkušenj. In zato vem, zakaj tako govorim, ker lahko za tem stojim. Tako da lej, vsem vam samo eno sporočilo bi vam rad povedal. Če hočete neko pozornost, jo ne iskati prek spleta, jo ne iskati prek nekih resničnostnih šovov, ker take pozornosti nočete imeti. Bodite nek športnik, bodite nek glasbenik, kaj, samo ne prek nekih resničnostnih šovov, neka influencerka, imam jako guzo in zdaj bom jaka, zato ker enkrat, ko priješ do tega nivoja, pač vidiš, da ni vredno. Za moje pojme, tudi Petra Parovel, marsikdo mrd, marsikdo sovraž, in pač ona to handla s tem, ona to kompenzira s tem, da zasluži toliko pa toliko zaradi Instagrama. In zdaj, če si neka influencerka, ki ne zaslužiš nič, ampak dobiš sam pozornost, pa te hate komentarje, fucking ni vreden. Drugač pa vso srečo, hvala lepa.
Facebook sem že zbrisal, TikTok bom pa zbrisal tudi, tako da pač nikjer me ne bo. Videli me boste lahko samo po Urošu in pa na e-mailu lahko odgovorim, če bo kaj tazga res pomembnega, da lahko pomagam, če bom lahko pomagal, rade volje pomagal, kot sem rekel, tisti, ki je dober do mene oziroma ki je normalen do mene, sem jaz 100-krat še boljši do njega, tisti, ki je pač šupak, sem pa jaz še več šupak. Nažalost sem jaz tak, ne vem zakaj, zato ker hočem pač samo v lifeu imeti fair stvari in ne vem, vsi, ki me poznate, vete, da vam jaz narejem v lifeu to, da je pač fair. Končej že live, majster, lahko odjebeš takoj dol, če ti kaj ne paše. Še nekaj bi rad povedal, skratka, vsem vam, ki ste me spremljali 2 leti ali pa kolikor časa, bi se vam rad zahvalil, res iskreno bi se rad zahvalil, zato ker cenim take stvari. Marsikomu sem odgovoril, napisal nazaj, da pač take stvari cenim, ja še javno povem, res cenim take stvari. Marsikdaj so me kakšni taki komentarji dvignili, so me spravili boljšo voljo, še posebej takrat, ker sem tiste 90% tam ženske je bilo kokoška, sem jih ocenjeval. Takrat pač titak cela Slovenija napadla in takrat mi je bilo res ne tako lahko v življenju in vaši komentarji presežno so mi pomagali biti močni, tako da res tistim, ki ste mi takrat stali ob strani, ki ste mi stali, rečemo, v zadnjih teh 2 letih ob strani, pač iskreno najlepša hvala, res iskreno najlepša hvala, ker to mi res veliko pomeni. Tretjič, zakaj brišem Instagram? Zato, ker je škoda mojega časa za tale Instagram. Tako da ja, nič, jaz tudi ne bom pozabil teh zadnjih 2 leti, kako je bilo, mislim, zdaj že prej sem imel pač Instagram in prej se je dogajalo marsikaj, ampak teh zadnjih 2 leti je bilo pa res takih burnih. In ja, tako da nič, dajmo še minutko, 2 minutki, potem pa jaz zbrišem dol. Skratka, zakaj si rekel, da je cool foter ritopik? Zato, ker cool foter je gej, to lahko pač enkrat povem javno. Cool foter se nabija z drugimi fanti, oziroma ne, on njih, ne, oni njega, ne. Tako da, ja, to je pač enkrat ena. To je pač enkrat ena. YouTube bo pač, ja, na YouTube pač bom pustil tiste posnetke, ker mi je pač vsem za YouTube. Če bo kdo hotel pogledati, če tisto oddajo, ki so vse posnela, bo lahko pogledal. Brisali pač ne bomo. Ne vem. Ker tist ne gledam, tist me pač ne vod. Ana, hvala lepa, tudi tebi so srečo. YouTube ostane. Zdaj, če si glasen, dokaži, da je gej, ne. Prvo kot prvo, če mi ne verjameš, majster, ni treba verjeti, boli me kurac. Itak pa po moje veste vsi, karkoli sem do danes rekel, je bilo 101% res. Jaz nikoli nisem v lifeu povedal nekaj, kar ni res. Vedno sem stal za tem. Tako da ja, pač tisti, ki mi verjamete, tisti, ki ne verjamete, ne verjeti. Ampak kaj, najbolj mi je pa zanimiv, to bom še enkrat tako povedal, te ne ženske, fantje, kam to zdaj ga rekel, tisti fantje, ki so 2, 3, pa 4, pa 5, pa še 5, pa mogoče več ne, a tukaj pišete neke take glupe stvari. Jaz sem se vedno sprašal, koliko moraš biti zabit, da nekomu pod komentar napišeš karkoli grdega, karkoli, pač koliko moraš biti to zabit, koliko moraš biti to nesrečen sam s sabo, koliko moraš biti zabit, da spremaš nekoga na Instagramu, to majke mi v zadnjih 2 letih sem se vedno sprašal, koliko moraš biti zabit, da greš pol spremati nekoga, pisati komentarje in misliti, da si fuljak. Pa jaz ne bi v lifeu šel spremati model Cool Masite, Cool Fotra, Špelo Grošal, pač v lifeu model. Ne bi v lifeu pisal komentarje, pač to moraš biti res retardiran, po mojem moraš biti retardiran, moraš biti sam sabo res nezadovoljen in potem, kao misliš, da če šoš me napisal, ne vem, kaj sem napisal, da vmes kar, fuck, zdaj si me pa prizadel, ti budala, sam si spadal še večja budala, nisem. Ampak, tudi takih komentarjev se več, takih komentarjev več ne bomo bral, ker itak več ne bo. Drugače pa te komentarje za vse nove, zdaj, ki ste prišli, ne motijo, moti me to, da zabijam svoj čas za Instagram, a z Instagramom ne zaslužim nič. 1 leto nazaj, oziroma po oddaji Sanjski moški, sem zaslužil
jaz bom pač kar straight povedal, 100,000 evrov v 5 mesecih, november, december bi zaslužil še 25, samo zaradi tega, ker sem pač ženske ocenjeval, kaj se dogajalo, mislim, to, kar se je dogajalo, sem pač zgubil tiste sponzorje in pač zgubil 25,000 evrov. Evo, tako jaz bom čisto odkrito povedal. Lahko vam pa še enkrat povem, če mislite, da influencerji služijo to, kar sem jaz služil, pač pozabite. Danes, če narediš objavo za 200-300 evrov, je že kar dober. Te kao jači mogoče naredijo za 700, 600, ne vem, kaj še naredil. Jaz sem delal vse za 1000-1500 evrov. Samo story sem tudi posnel za 900 evrov. Tako da meni je šlo res vrhunsko. Zdaj sem včeraj slišal, kao Blaž je probal, kao, on mi je zdaj pokvaril ime in zdaj kao ne more dobiti toliko sponzorjev. Majster moj, ti, če si zanimiv za sponzorja, nima veze, da si ti sanski moški, pa pred tabo je bilo 6 takih, ki ti je uničil ime, ti tak ti ga ne more. Če si ti pač neka persona, te bo oni plačali. Oni bojo samo to pač rekli. Ja, veš kaj, Gregor, kaj te boli, kurec Gregor, ti, če hočeš mene, boš pač pa to plačal, zato, ker oni to omenjajo, ti hočeš zbijati ceno, ampak ti, ki si naiven, ki ste naivni, pač to verjamete. Fora pač tudi v tem svetu je to, da če nimaš izkušenja za jebane, ne, in ja, ne bom več govoril, če nimaš izkušenja za jebane, oni te pač lahko izkoriščajo, pač to je današnji svet. A ja, še enkrat tole šalčko, zdaj jaz promoviram šalčko, ki je 10 evrov, stari moj. Gregorčeglaj.com, 10-15 šalčke še ostalo, če kdo hoče moj spominček, lahko dobi tole šalčko. To je to, glavna influencerka. Nimam kode, tako da jam, brez kode gremo. Kaj sem še hotel povedati? Leja, hvala lepa, tudi jaz bom te pogrešal, sva se velikrat pogovarjala in smo zbirali tudi za Maribor, tako da fulaber. Še dobrodelnost bom omenil. Marsikaj so hotel z Urošom narediti dobrega v Sloveniji, donirala sva. Tok, da vi veste po moje za nekih 10,000 evrov. Donirala sva veliko več. Ampak zanimiv, da tisti denar, ki sva tako donirala posebej, je bil folk veliko bolj zadovoljen. To če glave štipendijo, pač to je katastrofa. To pač folk bi se pofukil za 100 evrov. To je neverjetno, da bi za 100 evrov naredil vse, potem te followa, unfollowa. Ni fura sploh, da midva bi hotela neko publiko dobiti s tem. Mi sva pa samo hotela dati nekomu, ki si res zasluži oziroma ki res rabi, ampak to da v današnjem svetu pač ne moreš narediti, zato ker vedno, kar rečeš, bom izbral tebe, ker rabaš, pride nekdo drug, zakaj pa ne jaz, tako da brez veze, sploh komentirati. Še enkrat, javno se zahvalim vsem tistim, ki ste donirali na najnih streamih. 1300 evrov za ženske, ki sva tudi že predala, 1200 se mi zdi, oziroma ja, vse skupaj po 1200, 1300, ker sva donirala za darila. Tako da hvala, res hvala lepa. Pač nisem pričakovala, da boste toliko naj podprli, toliko denarja dali, tako da res hvala. Pero enkrat omenil, da na teh streamih se kao to vse neki zmen, pa pol donira, kao da je fake. Mija so preveč fair, mija se niso šla te igre, mija se niso z nobenim zmenila, dajte donirati, pač mija se samo dokazala, da mava tako publiko, ki nama zaupa, ki je pripravljena pomagati in res iskreno najlepša hvala. Če bo kje v Sloveniji se prosim javita, jaz težko rečem, kdaj bom, zato ker zdaj odpiram čez 2 meseca nekaj ogromnega in bo pač mi vzelo veliko časa, oziroma ne čez 2 meseca, kaj zgovorim, odpiram 15. aprila, tako da bomo videli, ampak vsekakor po moje do konca leta bom pa prišel nazaj. Še enkrat, spremljite Uroša, na Urošovem profilu boste videli, kdaj pridem nazaj, na Urošovem profilu boste videli, če sem sploh še živ, kaj se dogaja. Ne bova pa pač probala bo nič pokazati, to je pač fora, zato ker iz tega se mi zdi, da pol nastane samo minus, ne plus, ker vas lahko zabedirajo, kar pa ni main point. A nisi tajnica od brata? Ja. A veš, to je meni toliko fascinantno. Enkrat dam na story, da Urošu pucam avto, ker mi ni težko, pa če sem človek, ki bi pač počel vse v lifeu, nisem zdaj jaz. Veš kaj, ti češ pa kar res pomil tla, boš pa krpička izpadel, pač
To je pač ta retardirana Slovenija. Jaz sem pač človek, ki mi ni težko početi nič. In Urošu sem enkrat šel umiti avto, predam prišel v Ameriko in una glupa Čapušonikova napiše kao, da perem avte. In pa da ne, kaj je najbolj glupo, da pač to pač rečemo vidi 10,000 ljudi in od tega 6,000 ljudi to ima za sveto. Se pravi, pucaš avte. Plus tega, če je pucal avte, ni nič narobe. Če je bil Urošova tajnica, ni nič narobe. Jaz pa Uroš kot tajnica pa šef ne mogla delovati, ker sva oba dva neke alfe in pač ne. Jaz imam svoje stvari, on ima svoje stvari in pa v vseh njegovih podjetjih imam jaz svoj delež. To pač cela Slovenija ni vedela. Jaz sem že 5 let nazaj, kaj on fajn začel delati, sem jaz njemu pomagal, sem investiral neko malenkost, ampak tista malenkost je danes ogromen. Tako da on je takrat dal pomoč, jaz sem takrat dobro investiral in pač malo skupaj stvari. Nisa tajnica in pa šef, ampak sva oba dva rečemo, on je itak za 3 podjetja on lastnik, jaz sem samo kako bi to opisal po slovenski? Jaz imam pač samo procente pri dobičku in pa imamo eno podjetje skupaj in pa zdaj jaz odpiram še nekaj ogromnega, kar sem pač pripravil v zadnje 8 mesecev, tako da ja. Tako da nisem tajnica. Bilo počasih dobro, ja, tako lepiti kavico. Pa gospod, da bote kavico? Sem tajnica? Ne, to je že preveč, kaj se hvala to pet. Prav korist, klej gre bolj za bratsko foro, tako sem rekel, da tudi midva na mesec imamo budžet 15 €, tudi če jaz samo za zapraviti, tudi če ima on 9, pa jaz 6, ima pač tako pravilo, da lahko bada zabije, kakor hoče. Pač tako, nima veze, to je tak. Da me zanima ta Pino, kjer je to retardiran s majkami. Pino, daj mi ti povej pač, a imaš ti res toliko preveč časa, da pišeš take gluposti tukaj in da si sploh vzameš cajt, da se ti da ukvarjati z nekom, ki ga ne maraš oziroma ki ga hejteš, pač moraš biti res retardiran, majke moje, moraš biti res retardiran. Ampak če si hotel, da te izpostavim, evo, te izpostavim, tako da Pino Gašperšič, pejte mu si napisati puši kurac, evo, tako kabaka prav, puši kurac. Čeprav na ta nivo se mi spušča, to je res glupo, ampak folk je res retardiran, stari, ma išče pozornost, pa vem, da išče pozornost, ampak mora biti res bogi, ampak nije veze. Skratka, evo, dajmo še minutko, 2, pa res grem. Hočem še povedati še par stvari, se pravi, hočem povedati, fora je to, da sem hotel se prepraviti, da sem hotel pač napisati par stvari, kaj hočem povedati, ampak se mi pa tudi to več ni dal, tudi zadnjih 3 mesece mi pač bilo, ne da se mi več s tem Instagramom ukvarjati, kaj bom povedal, zakaj bom povedal. In tudi zanjčke so v avtu, pa so prižgala live, sem za foro, sem za to, ker pač so bila to, kar sva. Marsikdo, ki prižge live, si napiše, kaj hoče govoriti, da ne izpade smotan, pač nas se več takih stvari ne da. Tamika, majke mi tebe ne bom v live pozabil, vsakeč, ko sem daj banana nagradno igro, vedno si ti zmagala, enkrat so imela 2 profila, tako da dobro mi je pa to, da vam toliko spominov, dragi moji, toliko spominov, pizda, ja, to so taki neprecenljivi spomini, ampak ja. Ja, Guinnessova knjiga rekordov je padla v vodo, zato ker ne bo eventa, drugač sem jo že potrditev z njihove strani. 15 € stane, če hočeš, da te zapišejo v knjigo rekordov. Pač imeli smo vse narejen, super je bilo, ampak ker eventi odpade tudi to. Pa odpade še moj podcast, ki sem hotel med ženskami, hotel sem na neko zabavno foro zapeljati, smeh, hec, nobenega hejta, pa sem pa hotel imeti Vauxa, hotel sem imeti Picija, hotel sem imeti še 2-3 osebe zraven, da pokomentiramo ta ženski svet, zdaj kaj se dogaja, in pa tudi moški svet. To bi bil tako fucking brutalen podcast, ker mi pač nismo tih pojma, koliko je. Ampak jebi ga, to odpade in tega se pač ne gremo več, ne bo se zgodil, na žalost, ker po mojem marsikdo bi lahko kaj pametnega tam izvlekel. Ja, naučil se. Drugače pa še tako javno povem.
ker pozabil sem, kaj je že ta podcast? V Miami imate podcast Fresh and Fit. Vsi fantje, pejte gledat Fresh and Fit podcast, Fresh and Fit Miami podcast. Marsikdo se bo naučil marsikaj. Ne verjeti 10%, 90% pa verjemte. Tam boste lažje spoznali ženske, lažje njihovo razmišljanje. Fantje so od Top G-a, pač dela isti kontekst, isti koncept. Se pravi, marsikjer fant bi tisto mogel iti pogledati. Pejte pogled Fresh and Fit Miami podcast. Boste videli, kaj vam hočem povedati s tem. Morate vedeti, da ženske v Ameriki, ženske v Sloveniji niso iste, morate vedeti, da pač malo z rezervo vzamete, ampak načeloma je pač koncept isti, kot pri naših puncah. Še nekaj, drugače sem hotel, imel sem željo, ko sem bil še v Sloveniji, da rečem, jebeš te slovenske ženske, jaz hočem imeti neko Američanko, blablabla. Drugače, fantje, danes vam povem, tako i čisto iskreno, verjemte mi, da je treba bolj ceniti te naše evropejske ženske. Verjamete, da je ogromen super Slovenk, verjemte mi, 100%. Veliko lažje boste tem puncam zaupali, veliko lažje boste naredili nek family lifestyle s tako punco iz Slovenije. Tako da cenite jih. Ampak, kaj je pa še bolj pomembno, morate prepoznati banano, pa morate prepoznati diamantek. Tako da, če boste vi, tako kot sem rekel, že 100-krat, bodite dejte se v neko formo, bodite mentalno stabilni, bodite pač cool in boste s tako mentaliteto najdli zelo hitro oziroma najdli ta pravo osebo v Sloveniji. Cenite jih, ker so vredni tega, verjemte mi, jaz sem bil zdaj veliko po svetu, zdaj greva tudi v Kolumbijo, pa pol še nekam. Verjemte mi, v kjerkoli po svetu, če iščeš, lahko najdeš lepše, 100% lahko najdeš lepše, ne boš pa po moje najdu tako punco, ki bi jo hotel imeti za ženo. Bolj kakor pa v Sloveniji. Verjemte mi, Slovenke so vrhunske, samo pač treba najti pravo. Plus tega pa, ko najdete ta pravo, pač treba samo znati handlati situacijo. Tudi če ona ima mogoče kakšne take stvari, ki se dajo popraviti, se da vse popraviti. Samo pač morate biti nek top G, pa morate znati to izpeljati na nek lep, fair način. Tako da verjemte mi, da v Sloveniji najdete punco je bolj primerno, kot kjerkoli druge. YouTube kanal ostane zato, ker pač mi je vsem za njega. Koliko sva zaslužila, to ni nobeno vprašal, bom jaz povedal. Zato, ker ste vi Slovenci, ker niste Američani, se itak manj zasluž. Se pravi, po moje, da sva zaslužila, oziroma sem zaslužil $550 samo od Instagrama. A komad bo, zdaj Uroš po moje ne spremlja, ampak kaj sem hotel narediti, komad se že piše za Uroša, za rojsten dan sem hotel posvetiti. Se pravi, prvi fight bi jaz prišel v ring z reperjem Zlatkotom, imel bi kontekst Bolanca. V finalni rundi, ki pa prijem zadnjič se pač fajdat, oziroma na main event, bi imel pa na big screenu komad, ki bi ga posvetil Urošu in pa pač najni življenjski poti, jaz bi ga zapel, jaz bi ga zarepil, posnel bi spot, bla, 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 bla. Ideja je bila vrhunska. V tej priložnosti se moram zahvaliti Vauxu, on pač vrhunske tekste piše in žal, vse to pade v vodo. Drugače imam tudi svoj drug komad, ki sem ga že parkrat dal na to follow me guys. Jebo vas, kurac, te kurvice, pa neki hook me up, pa kaj sem, kaj. Nač to sledi, to, kar pač folk napiše, leto. Čadin, če lahko njo delitam. Report, blog, bye bye. Imel sem res pač vrhunsko naštiman z Vauxom, da naredi komad, da ga jaz zarepam, da pač posnajemo, da Uroša presenetam za rojstni dan v zadnjem fajtu. Žal, pa pač je to padalo vodo, ampak vsaka stvar se zgodi z razlogom. Evo, zdaj smo šalobajzerko zbrisali. Je nač po moje cajde, da se poslovim. To je to. Nač. Še enkrat,
življenje je lahko tudi lep brez Instagrama, ne mi pisati, Grega, pa zdaj bo konec ta. To je fucking Instagram, to so fake prijatelji. Niso fake prijatelji, so fake prijatelji. Marsikdo od teh followerjev je tudi postal moj znanc, oziroma ne moram reči prijatelj, ker smo samo enega res dobrega prijatelja, in to je Rok Petrič, pač cela Slovenija ve za njega, da sva z njim v vrhunskem odnosu. Ostali ste pač neki znanci in marsikdo od vas tudi je iz followerja ratu dober znanec in sem pač cenil to vezo, ki sem jo imel, jo še vedno imam. Tako da, pogrešal te bomo. Ja, bom tudi jaz pogrešal kakšnega od vas. Še enkrat, Instagram bom deaktiviral in pa če kdaj rabim kakšen kontakt, spet nazaj prišel iskati kontakt, ampak ta Instagram se zaključi za celo življenje. Think positive, pač to je vedno moj slog in pa še vedno naprej bo, tako da vsi vi glejte v life vse s pozitivnostjo in pa imejte se radi in pa ne biti banana. Tako da zdaj, da imamo nekaj tukaj govore, kada smo, ne vem, da sem ne vem kdo, pač ne bom govoril, pač iskreno sem še enkrat celo zahvalam vsem tistim, ki ste bili super do mene, jaz sem bil še boljši do vas, saj po moje, tisti, ki ste pa itak bili katastrofa, pa pač sem ja še večja, jebi ga, tak sem čuden, sam pa klej, jebi ga. Samo človek sem, veš kaj. Še enkrat, pejte slediti Uroša, ker na Urošovem profilu se bo mogoče javil enkrat na mesec, rekel samo kakšno besedo, malo pokazal se, da vidite, da še diham in to je pa to. Kaj mi bo pa najbolj všeč? Ker žurnal več ne bo mogel pisati, slovenske novice, nič. Kje pa je? Zdaj bo pisal tako privat. Lahko kaj poveš, lahko kakšno zikco pošljaš? Ne moram. Tako da to je pa res dobro. Kako sem rekel, kaj enkrat hočeš pozornost, pa kaj dobiš, pol ti je žal. Tako da je. Nič. Evo je tega retardiranca tudi, leto, čak takole. Blok. Kaj je to dobro, majke mi? Nastja, evo še javno tebi, najlepša hvala za vse, kar sva že imela, pač za podporo in vse te stvari. Pomembna stvar, v roku enega meseca pa pol pride nova igrica, kjer boste lahko tepali influencerje. Ja, res je. To bo vrhunsko. Nova igrica, kjer boste lahko tepali influencerje. Izbrali smo cca 40 influencerjev in jih boste lahko tepali. To bo pač nek box igrica na vrhunskem nivoju in to bo taka sprnja, to bo noro. Tako da ja, kmalu pride, ne vem točno kdaj, ampak po moje v roku meseca pa pol. Na Urošovem profilu bomo to šerali in boste videli. Tam boš lahko mamasiti aprekat udaril pa še kroše, lahko boš cool fotra, po moje še lahko uratna bo tam, bomo videli, komu to še naredili. Lahko boš špelo grošal, boš lahko tepul, lahko boš tepul punce sanskega moškega. Ne, vse tak, te zanimive. Lahko boš, koga imaš tazga, Murkota, lahko boš z Murkotom bil prvak fajta, pač to bo sprnja, stari moj. To je to, zdaj sem vam že 50 minut vzel. Skratka, tole bom zdaj pustil kakšno urco, 2, 3, 5, 10, ali pa mogoče zvečer zbrisal in pa zaključil profil. Tako da, dragi moji, še enkrat začnem, dragi moji, lepo se imejte, imam vas rad in pa ne biti banana. Think positive.